Kaj so etične dileme pri genskem inženiringu? Najnovejši dosežki na področju genske tehnologije omogočajo spreminjanje genske osnove na dokaj preprost, a zelo učinkovit način. S tehnologijo CRISPR-Cas9 ali poenostavljeno rečeno z uporabo genskih škarij lahko odstranimo poškodovani del DNK in ga nadomestimo z novim, zdravim delom. S tem se odpirajo izjemne možnosti za zdravljenje številnih dednih bolezni. Hkrati pa se odpirajo tudi številne etične dileme, predvsem možnost zlorab na tem področju. Letošnja Nobelova nagrajenka za kemijo Jennifer Doudna, ki je izumila to tehnologijo, se je sama zavzela za to, da se ta tehnologija ne uporablja na človeku, dokler se ne razčistijo znanstvena, etična in družbena vprašanja. Dejala je približno takole: moč, da lahko nadzorujemo našo genetsko prihodnost, je fantastična, a hkrati strašljiva. Glavni etični pomislek je v tem, da ne vemo, kakšne bodo daljnosežne posledice poseganja v genski zapis, predvsem kadar spreminjamo genski zapis zarodka. Spreminjanje genskega zapisa v zarodku ima nepovraten značaj, kar pomeni, da se spremembe dedujejo tudi v prihodnje rodove. Načelno velja etično stališče, da se sme posegati v človeški genom samo za preventivne, diagnostične ali terapevtske namene, vendar samo, če se s tem ne uveljavljajo spremembe, ki bi vplivale na genom potomcev. Vsekakor se lahko veselimo napredka na področju genske tehnologije, vendar je prav, da nas vodi načelo previdnosti, da ne bi z uvajanjem nove tehnologije povzročili novih, nerešljivih problemov v prihodnosti. Ali se človek igra boga z genskim inženiringom? Seveda se postavlja vprašanje, ali lahko nepopoln in zmotljiv človek popravlja Božji načrt. Vendar pa nam prav Bog daje darove, daje nam spoznanje in razum, da spreminjamo svet in ga izboljšujemo. Gotovo je tudi znanje genetike Božji dar. Odločilno pa je, kako ta dar uporabljamo. Ali v dobro sebe, svojih bližnjih, prihodnjih rodov, celotnega stvarstva, ali pa sebično, zgolj v lastno korist, ne da bi se ozirali na druge. Večja, ko je človekova moč, večja je tudi njegova odgovornost. Zato je tako pomembno, da si tudi na področju genetike postavljamo etična vprašanja.